Lepo pozdravljeni. Če se predstavim, sem Bojan Madjer, kot je Dominik že povedal. Prihajam pa iz Pomurskih lekarn, sem torej farmacevt v javnem zavodu, delam v eni izmed lekarn, oziroma včasih tudi v kjeri druge, odvisno kje rabijo. Drugače sem pa tudi nacionalni koordinator farmacevtske skrbi, vprašajte o svojem zdravilu pri Lekarniški zbornici Slovenije, tako da že nekaj let se trudimo malce javnost ozaveščati o določenih aspektih zdravil. Zdravila predstavlja en tak izdelek, ki zna dosti dobro vplivati na kakovost življenja posameznika, pa imajo eno tako specifiko, ko v nepravilni uporabi lahko pride do čist drugačnega učinka ali pa celo do kakih neželenih učinkov, ki se kažejo tudi lahko na dosti tragičen način. Tako da vsake toliko časa, predvsem v medijih, skušamo na kaj opozoriti, pojasniti in tudi paciente poučiti tistim, ki jim je zdravilo namenjeno, kako se pravilno uporablja. Pa gremo naprej, kaj? Ja. Lepo je na naslednji zdaj. Tako da malo bi te faktorje vseeno preletel, pa na določene stvari opozoril. Tu imate tiste, ki so v CBZ, dejansko, ki so v Sloveniji, tudi imajo že ceno, nekatere pa mi v lekarnah tudi ne moremo dobiti, tako da tam, ko so zvezdice, tiste dejansko tudi v zunanjih lekarnah lahko dvignete, ker jih mi lahko naročimo pri naših dobaviteljih. Za največje dobavitelje veletrgovca sta itak Salus pa Kemofarmacija. Verjetno veste, kako ta sistem približno deluje, lekarne kupijo zdravila pa druge izdelke od veletrgovcev, direktno od nobenih proizvajalcev, mi tega direktno ne dobivamo. Čeprav imamo domače proizvajalce, kot sta Lek in Krka, vedno gre preko veletrgovine, ker je ta sistem tudi narejen. In zelo pomemben je ta sistem, kot boste videli v primeru hladne verige. Tu so najprej tile zdravila, ki vsebujejo faktor 8, z standardnim razpolovnim časom. Ponavadi se ti odmerjajo na 2 do 3 dni. To odmerjanje je tako prilagojeno napisu oziroma napisano, predstavljeno za to profilakso, za enega poprečnega odraslega bolnika. Lahko so variacije, seveda, tako da ne biti v dilemi. Če slučajno imate kako drugačno odmerjanje, to je eno tako vodilo, recimo, kak je največkrat odmerje, kako pogosto se odmerja. Jaz se ne bi spuščal toliko v te učinkovine, vidite, da piše rekombinantni, pa potem še kaj zraven. Praktično skoraj da več ni zdravila, ki bi se direktno, oziroma faktorje iz plazme pridobivali, najprej se pridobivali to iz plazme, potem pa seveda že nekaj let se dejansko izdelujejo ta zdravila s pomočjo določenih celičnih linij, s pomočjo določenih bakterijskih ali pa glivičnih sevov. Enostavno toliko je šla ta farmacija, medicina tudi naprej, da vejo naučiti, recimo tako po domače povedano bakterijo, da izdeluje točno določen protein, na ta način dejansko dobivamo vsa zdravila, da je tudi, kar se tiče inzulina, so rekombinantni. Se pravi, gre za tako imenovana biološka zdravila v širšem pomenu besede, kar predvsem pohitri samo izdelavo, tudi zmanjša možnost kakih primesi in omogoča torej, v krajšem času pridobitev večjih količin zdravil. Seveda pa ta zdravila so potem skušali tudi malce spremeniti. Problem, seveda verjamem, to vi veste bolj povedati, da je razlika, če nekaj odmerjaš na 2 dni ali pa na enkrat na teden, je to kar velika razlika. To so probali narediti tako pri faktorju 8 kot pri faktorju 9. Pri obeh so bili uspešni, s tem, da pri faktorju 8, ker je povezan z Fonfille-Barrandovim faktorjem, je dejansko ta razlika ni toliko pomembna. Tile se odmerjajo standardnim razpolovnim časom nekaj na 2 do 3 dni, oni se pa odmerjajo, lepo skočiš se, na 3 do 4 dni se bomo potem skočili tudi nazaj. Hotel sem pokazati še nekaj drugega, lahko rečem na drugi slajd.
Mogoče glede stabilnosti vseh teh zdravil. Ves čas, dokler pridejo v lekarno, so vedno ta zdravila na hladnem, v hladilniku. Gre za tako imenovano hladno verigo. No, kljub temu pa lahko bolnik določen čas potem ima to zdravilo tudi pri sobni temperaturi ali pa še celo malce višji. Tu smo malo dopisali, koliko časa. Tile velike meje pomenijo meseci, zraven v oklepaju so pa pač temperature, do kere temperature lahko še hranite tako zdravilo zunaj. Tako da to vam je tudi lahko pomoč, tudi ko pridete vi, prinesete zdravilo iz lekarne, vam več ni, recimo v določenih primerih treba imeti tega zdravila v hladilniku, lahko imate zunaj, ker zdravilo preživi, recimo pri temperaturi do 25, če se vede imate tako temperaturo v stanovanju, v hiši, 6 mesecev, 12 mesecev, 3 mesece, odvisno, kak je zdravilo. To je res treba preveriti fajn za vsako svoje zdravilo, da veste, pri čem ste. Načeloma je tako, ko enkrat gre iz hladilnika, pri vas doma naj potem ostane pri zunaj, lahko izven določen čas, kolikor seveda lahko. To je kar fajn, to je recimo za inzulin, ne vem, če je kdo med vami sladkorni bolnik, ampak pri inzulinu je pa tako, da ponovadi je tak čas še precej krajši. Bi pa še na nekaj rad upozoril? Recimo pri tem zdravilu tudi vidite, nekaj je, ko imate to vi vijalo zunaj, drugo pa je, ko se vi dejansko pripravite zdravilo za apliciranje, v tem primeru pa morate upoštevati, da je ta čas, ko je lahko zunaj pri višji temperaturi krajši, oziroma tudi, ko se vi pripravite, recimo v tem primeru zdravilo Novate, je do 24 ur lahko še ostane v hladilniku in se uporablja, če je to dlje časa, potem pa verjetno zna biti problem, ker začne zadeva razpadati, se spreminjati in učinkovitost več ni tako, kot bi morala biti. Pri vseh zdravilih, ki jih imamo v hladni verigi in se shranjujejo v hladilniku, je zelo nevarno zamrzovanje, temu se moramo izogibati. Tako zamrznitev kot previsoke temperature, to so vse proteini, ki imajo neko 3D strukturo in te ekstremne temperature spremenijo irreverzibilno, kar pomeni nepovratno, njihovo strukturo in zdravilo več ne bo učinkovalo. Verjetno ste veliko poslušali o teh cepivih, pa proti telesu so tudi dejansko proteini, o tem, da se na določen del tega antigena vežejo. Če se to malce spremeni, kar se je zgodilo recimo pri virusu SARS-CoV-2, ko mutira, se že malce ta 3D struktura spremeni in že določene cepiva več niso toliko učinkovita. Hvala Bogu, zaenkrat so še, ker cepiva v glavnem delujejo vse na to beljakovinsko molekulo, s katero se virus pripne na receptor. Ko se bo enkrat tako zelo spremenil, da se več ne bi pripel na receptor, potem tudi več ne bo deloval pri nas, razen če najde kako drugo stvar. Želel sem samo povedati, majhne spremembe se lahko že veliko spremenijo samo učinkovitost. To pri zdravilih spojinah, ki se naredijo v laboratoriju, na pod kemijsko reakcijo, ni taka težava, pri teh bioloških zdravilih je pa to kar velika težava. Ne pozabi, ta zdravila nam naredijo mikroorganizme ali pa naše celice, ki smo jih spremenili. Gremo naprej? Gremo na šteto. Ja. Tu je še, leko kar naprej, to sem že povedal, ja. Potem je še faktor 9, vidimo, da tu so nekaj zdravil, ki jih imamo z standardnim razpolovnim časom, odmerjajo se tam na 3 do 4 dni običajno, če pa pogledamo si naslednje, ko imajo podaljšan razpolovni čas, tu je pa lahko potem odmerek, razmik med odmerki je precej večji, ker je stabilnost teh molekul precej večja, ker enostavno precej dlje ostanejo v telesu in lahko delujejo. Vsako zdravilo, ki ga mi dobimo v telo skuša čim prej izločiti. Vse je to nek tujek, oziroma tudi lasne snovi, v glavnem, pa lasne celice se zamenjujejo, vse je v procesu zamenjave. Tako da tudi tukaj prihaja do tega, da se izločajo in to je tudi razlog, zakaj moramo toliko ponavljati same odmerke.
Potem je še tu mogoče zadnji slajd glede teh zdravil, zdaj je to novejše tako imenovano monoklonsko protitelo, zdravilo, ki se ga odmerja še bolj redko. Je pa res, tu pa bi upozoril, da je pa njegova čas trajanja izven hladilnika precej krajša, tako da tukaj anekdotič, če je bil navajen, da je nek faktor imel zunaj več mesecev, mora tukaj paziti, ker do 7 dni lahko ostane zunaj hladilnika, dlje časa pa ne. Kaj narediti, če je dlje časa, mi takemu zdravilu več ne moramo zaupati, noben vam ne bo to. Dobro, proizvajalci, ko jih kontaktiramo, včasih imajo še določene stabilnostne študije, ki bi na nekaj lahko nakazovali, ampak ko se proizvajalec več ne more opredeliti, če je to ok ali ni ok, seveda potem se tudi noben drug ne bo opredelil, ne zdravnik, pa ne farmaceut, ker ta vomoftemin, tako zdravilo se potem načeloma zavrže, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo v telesu. A bo dovolj učinek, pa bojimo se tudi, da bi ta sprememba vodila do kakih drugih težav, da bi mogoče tudi naše lastne celice prepoznale ta spremenjen protein kot nevaren in bi prišlo do kakšne reakcije. Še naprej. Se pa to je malce bolj splošno, ampak sva rekla z Dominikom, da tudi nekatere stvari opozorim ali pa mogoče pojasnim, tukaj imamo zdaj malce več časa, v lekarni za pulta toliko časa ni. Mogoče, ne vem, vedno že dlje časa prihajate v lekarno več let in vam mora biti zadnje čase gre malce na živce tisti, ki ima več škatlic zdravil, zakaj tako dolgo traja. Nekdaj smo mi, tudi če nekdo imel 15 škatlic, smo podkodirali eno škatlico, kodu smo prebrali in smo napisali, da jih ima 15 v program in smo to vnesli kot tako. Sedaj pa moramo vsako škatlico posebej odkodirati. Zakaj to počnemo? Gre se za posledico uredbe Evropske unije, ki je nekaj let nazaj se je to dejansko že začelo pripravljati. V Sloveniji nisem tako zasledil problema teh ponarejenih zdravil do zdaj. To pritrjujejo dejansko to, kar vemo. Saj mogoče je kaj prišlo, predvsem preko spleta zna priti v državo marsikaj. Mene je presenetil podatek pred leti, da je trg ponarejenih zdravil, zdaj ne vem, če je nekje prostitucija, droge, pa ponarejena zdravila, to je nekje tam skupaj. Koliko denarja letno navrže ta zadeva. No, v glavnem zaradi vdora oziroma preprečevanja vdora ponarejenih zdravil v države so naredili en tak sistem. V Sloveniji imamo tako imenovani SIMS, ta Slovenian Medicines Verification System, ki deluje dejansko tako, da preprečuje, da bi do tega prihajalo, da bi kamorkoli v to verigo preskrbe zdravili se zgodilo, da bi se neko ponarejeno zdravilo vrinilo. Proizvajalec, ko izdela zdravilo, ga zapakira, tako da ga več ne moreš odpreti, oziroma če ga odpreš, se vidi, da si ga odpiral. Potem vsaki škatlici zdravila določi neko samo njemu lastno specifično kodo in to kodo vnese v ta evropski sistem. Potem seveda to zdravilo potuje do veletrgovine, pa do lekarne in v trenutku, ko lekarna tisto škatlico zdravila izda, ga preveri v tem sistemu in če je v tem sistemu noter, potem ga tudi odkodira ven. Da ne moramo mi ene škatlice tudi dvakrat več izdati. Ko se enkrat izda, se to dejansko zabeleži in več ta škatlica več nazaj ne more priti v ta sistem. In to je razlog, zakaj to počnemo. Pač tako so naredili. Po eni strani zna biti ta sistem dobrodošel tudi v primeru farmakovigilance. Vi verjetno veste, da so se vsa zdravila več čas, tudi če so že na trgu 100 let, se spremlja vseeno še varnost, neželeni učinki se poročajo in če bi se karkoli zgodilo, potem se lahko potegnemo zdravila nazaj. V tem primeru bi celo videli do pacienta, ki je katera serija zdravila in ga lahko na ta način tudi potegnemo nazaj. Zdaj, hvala Bogu, do tega ne prihaja dosti pogosto. Pred leti smo potegnili nazaj zdravilo ranitidin, ki je bil za zdravljenje želodčnih težav, predvsem povezanih z veliko sekrecijo, s kislostjo želodca, z težavami z zgabo in podobno.
ker so ugotovili, da pri sintezi učinkovine lahko prihaja do tvorbe nekaterih spojin, ki so lahko potencialno rakotvorne, tako da tega zdravila se več še ne dobi, ker je bila pač samo en način sinteze tega zdravila učinkovine. Tako da drugače pa bolj redko se to zgodi, ampak če bi do tega prišlo, pa do kakšne serije, da bi bilo kaj narobe, potem lahko hitro seveda tudi odreagiramo. Se pravi, da je tudi za varnost bolnika to dobrodošlo. Je pa res, da nam vzame precej časa, no? Ampak ni to naša pravica, to pač moramo početi. Zdaj mi se zavedamo, da je to en plus, po drugi strani je to tudi minus, ko ljudi morajo čakati. Okay, sem naprej. Potem pa hladna veriga, malce da to še pojasnim, ker vseeno prejemate zdravila, ki pač so v tej hladni verigi. Kot rečeno, veliko zdravil je predvsem biološka zdravila, so pravi inzulini, rekombinantni, zdaj to faktori, pa tudi ena velika skupina, ki dejansko prihajajo, so ta biološka zdravila novejša, predvsem na ta protitelesa, pomenovani MABI, ki prihaja dejansko vsako leto dobimo nekaj novih zdravil, ampak večina teh novih zdravil so biološka zdravila. Vidimo, da tu zdaj dejansko farmacevtske firme velike vlogo dajejo temu razvoju. Od proizvodnje teh zdravil, seveda, že tekom proizvodnje, pa vse do končnega uporabnika, mora biti to zdravilo v pogojih, ki mu omogoča stabilnost. Za ta zdravila to pač pomeni 2 do 8 stopinj Celzija. Vsi udeleženci v tem krogu dejansko moramo zagotavljati te pogoje. Bom pokazal tudi, kako je to pri nas, oziroma lahko deloma vidite. V ta namen, recimo v lekarnah imamo ene take posebne hladilnike. Hvala Bogu, še zaenkrat velikih hladilnic ne rabimo, čeprav moram reči, da zadnja leta se je pritisk enormno povečal. Nekaj smo imeli nekaj škatlic teh zdravil v lekarnah, sedaj pa moramo kar nabavljati nove, večje omare, ker je enostavno tega toliko več. Mi dejansko spremljamo ves čas temperaturo v teh hladilnikih. Za ta namen uporabljamo profesionalne hladilnike, navadni hladilniki niso primerni, ker velikokrat pride do tega defrosta, pa ne vem, kaj se počnejo v ozadju in lahko celo pride do zamrznitve za kratek čas, ali pa spet temperatura naraste, tako da mora biti to poseben hladilnik, zdaj samih podrobnosti ne vem, je pa to hladilnik, ki omogoča stalno temperaturo. Kljub temu, da ti hladilniki imajo določene alarme, če jaz dlje časa držim odprta vrata, bom zaznal in bo začel tuliti, se pravi zvočno opozarja, imajo svoje termometre, kljub temu še uporabljamo en drug sistem, s katerimi merimo to temperaturo, ta sistem je zdaj povezan v oblak, dobimo sporočila na telefon, skratka, temperatura je več čas beležena in tudi nadzorovana. Kajti, če pride do dviga ali pa paca za določen čas, prevelikega, potem, kot rečeno, se ta vsebina mora dejansko dati v uničenje. To so pa v glavnem hladilniki pa imamo zdravila, ki res stanejo, ki res dosti stanejo, ki so res draga. In si težko, kot boste videli pozneje v lekarnah, to privošči. Gremo naprej. Tak zgleda naš sistem. Tu imate recimo primer nekaj teh lekarn. Takrat, ko sem print screen naredil, se vidi, koliko je bila temperatura v posameznih hladilnikih. Mi imamo tudi predpisan en postopek, kako ravnamo, če prihaja do temperaturnih odstopov. Če se sredi noči zgodi, dobiš sporočilo, oziroma v pomorskih lekarnah je več čas vsaj ena oseba v glavni lekarni, ker izvajamo dežurno službo. Če pač ne sliši vodja lekarne, v katerem se je to zgodilo, potem ga on pokliče. Imamo organizirano, na kak način se potem to prepelje čim prej do pogodbenika, v tem primeru do naše lokalne, manjše veletrgovinske družbe, ki imajo tudi svoje hladilnike in potem prenesemo to v njihovih hladilnih prevoz teh kombijih do tja, če uspemo rešiti. Mislim, preteklosti se je že zgodilo, da pač nismo. Nekdaj tudi ta sistem ni bil tako dobro narejen, recimo, če ti tega nimaš,
petek zapreš lekarnico, delje prideš delat, vmes je zmanjkalo elektrike, če ne veš, kako dolgo je zmanjkalo elektrike, do kar temperature je prišlo, potem moraš to pisati. To so res veliki, visoke vsote. Ne moremo pod tega zdravila več nikomor dati, ker ne moremo temu zdravilu zaupati. Ne bi bilo fair, da to damo nekomu, kjer mu ne bo pomagalo ali mu celo škodi. Še naprej imamo še tudi primer, ko sem rekel, da to na... Ja, nekaj da je to nek, ja. Imamo pa tudi možnost, želel sem samo prikazati na mobilniku, se lahko tudi vidi tale, pa se vidi, ja. Recimo na levi strani, oziroma tej skrajni strani, proti oknu imate primer naših lekarn, kakve so temperature, določenih hladilnikih. Tu recimo vidite en tak rdeč zvonec, ne? V Dubrovniku sta dva hladilnika, en je operativen, en pa ni, ker se nekaj pokvaril, pa potem smo to sondo vseeno pustili noter in zato vidite tam visoko temperaturo. Brez skrbi, nobenega zdravila ni tam noter. Na sredini vidite recimo, vidi se bolj slabo, ne? Pa se bom skušal razložiti. Temperaturo v lekarni Beltincih, dva hladilnika imajo, ena je z rdečo, ena pa z modro, od 28. marca do 23. augusta, kako je temperatura nihala. Vidite, da ena temperatura se giblja tam okrog 5, ena pa okrog 4 stopinj Celzija, plus minus 1. Se pravi, ti hladilniki res uspejo zagotavljati ustrezno temperaturo. Tu pa imate primer na glavne lekarne, ko se nam je 11. maja zjutraj smo dobili alarm, se je pokvaril hladilnik. Tako da tu je šla temperatura 10 je bilo, 10, 9, 8, skoraj da je, pol so že 9, ja. Nov hladilnik dejansko, s tem smo imeli kar težave. Leto dni star, pa nek ta motor, ne vem točno, vsaj so prišli popraviti, ampak se lahko kar hitro zgodi, ne. Hvala Bogu, imamo tam več hladilnikov, pa smo potem predali sama zdravila, da ni prišlo do česa hudega. Imamo tako nastavljeno, da še prej, ko je 8 stopinj nas že opozori, ne, in tudi da temperatura gre gor, da potem lahko odreagiramo in zadevo rešimo. Tako naprej. Zdaj pa mogoče še na nekaj opozorim. Se bom povedal, zakaj se to gre, oziroma lahko že kar na začetku povem. Včasih marsikoga zmoti, jaz sem tudi več let delal v manjšni lekarni, zakaj si prišel z nekim receptom, pa nimaš vsega na zalogi, ne? Določenega zdravila enostavno nimaš na zalogi. Lekarniški sistem se malce razlikuje od zdravstvenega, kar se tiče financiranja. Lekarna mora kupiti zdravilo, se pravi ga plača od veledrogerije, trgovine, potem dokler ga ne proda, ne izda pacientu, je to njen strošek. Ko ga mi izdamo, potem zavarovalnici izstavimo ta račun, pa potem po določenem času to dobimo nazaj. Mi imamo maržnega sistema kot večina Evrope, ampak v Sloveniji imamo storitveni sistem, kar pomeni, da za vsako zdravilo, ki ga mi izdamo, mi zdaj ne moremo, ne vem, če bi zdravilo stalo, če bi ga mi kupili za 1000 evrov, pa bi rekli, imamo, ne vem, 30% maržo, ga mi zavarovalnico prodamo po Jurija 300, ne. Pri nas je tako, da vsako zdravilo, ki ga izdamo, imamo storitveni sistem, storitev določa vročitev zdravila, pa obdelava recepta, to je napisano, kaj bi naj to pomenilo, ampak to so pred leti, so nekako gledali, nas opozvali, kaj delamo mi v lekarni, kjer vse procese imamo, potem so določili, da je to recimo 0,16 pa 0,31 točke. To se skupaj znese se pravi 0,47 točke, potem pa seveda Lekarniška zbornica Slovenije z zavarovalnico ima pogajanja, koliko bi pa zdaj ena točka naj bila. Trenutno je ena točka vredna 2,78 evrov. Se pravi, za eno zdravilo, ki ga jaz v lekarni izdam, na predpisan recept, eno škatlico, zaslužim 1,31 evra. Če je to ful drago zdravilo, ki sem ga prej kupil za 2 jurija pa pol, ali pa 10 jurijev, pa potem ga izdam, če bi to prevedli v maržni sistem, je to zelo malo. Zdaj si predstavljate, če neka lekarna naroči Hemlibro, pa ima v hladilniku,
ne čaka, če pacient pride. Mi imamo elektronske recepte, pacient lahko pride v Mursko Soboto ali pa v Portorož. Ja, same, kam greste, ne? Vi lahko dvignete zdravilo kjerkoli. Če imam jaz to na zalogi, pa se bo gospod, ki je imel to zdravilo, ne vem, se kaj zgodi, več ne bo tega imel na zalogi, ali pa recimo, če bo pač se preselil karkoli, pa več ne bo pri meni jemal, meni je to zdravilo ostalo, to je zdravilo, ki ga jemlje, ne vem, par ljudi mogoče v Sloveniji, se pravi, ne bom ga spravil v promet. Meni ga tudi več veletrgovina nazaj ne bo vzela, ker je to tudi za njo poslovni strošek, da se pravi, jaz lahko to zdravilo samo prislužim nazaj, če izdam 7500 škatlic zdravil, kar je ogromno. Tako da želim povedati, to je razlog, zakaj je res teh dragih zdravil mi na zalogi niti mi imamo toliko. V glavni lekarni v Murski Soboti nekaj imamo, pa vem, da tudi zadnjič en gospod smo menjali za Ivi, je prišel dvigniti. Nismo tega niti imeli na zalogi, dokler ni bolnika, ne? Pa potem, ko ima recept, ali pa recimo nas pokliče, pa sporoči, pa mi to naročimo, ko že vemo, da bo zihar šlo ven. Drugače pa je to za nas enostavno prevelik poslovni rizik. Da, mogoče z tega vidika, da nas malce razumete, da ni preveč hude krvi. Tudi, če gremo res, se že tisto, kaj pa moraš narediti, pa kaj ne, glede na zakon oziroma pravilnik, pravila osebnega obveznega zdravstvenega zavarovanja je lekarna primorana v 24 urah zagotoviti vam zdravilo. Nekak, ne? Ni pa primorana, da ima vsako zdravilo prav na zalogi. Ne? Če bi država za to jamčila, potem veste, da bi vsi mi to imeli, saj ni problem, vse so lekarne dokaj velike, in država ne bo nikoli za to jamčila domovni. Gremo naprej. Še nekaj odpadnih zdravilih. Zdaj, kaj naredite z odpadnimi zdravili? Tudi vaša zdravila so malce specifična, to se bomo malo dotaknili, ampak na splošno je tako, res apeliram, tudi vsi imate svoje družinske člane, pa znance, pa soseda, pa tako dalje. Predvsem v preteklosti se to dogajalo, veliko zdravil je končalo tam, kjer ne bi smelo. Med gospodinskimi odpadki, v straniščnih školjkah in najvede potem ljudje naredijo dosti škode. V mnogih državah, pa tudi v Sloveniji, so v pitni vodi dokazali marsikatera zdravila, učinkovine, kot so hormoni, kot so določene zdravila za bolezni srca in ožilja, antidepresivi in podobno, skratka tudi zdravila, ki se veliko uporabljajo. Verjetno je del tega pripomoglo tudi temu, da so nepravilno odstranjene. Tudi če so to zelo majhne koncentracije, so določene predvidevanja, da bi lahko to tudi prispevalo nekoliko določenim zdravstvenim težavam, kot je recimo neplodnost, zaradi pač prisotnosti raznih spolnih hormonov. Tako da že nekaj let, odkar velja ta uredba o odpadnih zdravilih v Sloveniji, nekaj časa je bilo tako, da lekarne nismo sprejemale zdravil, ker je pač tak zakon se spremenil in potem tega ni bilo nam potrebno oziroma omogočeno. Zdaj pa že vrsto let je tako, da zdravila sprejemamo. Kaj mi sprejemamo? Sprejemamo zdravila v trdni farmacevtski obliki, se pravi tablete, kapsule, praški, tudi poltrdni, pa tekoči, se pravi kakšna mazila, kreme, kapljice za oči. Ne sprejemamo pa res teh infektivnega materijala ali pa ostrih predmetov, kot so iglene. To pa res ne. To pa zaenkrat še ni na nacionalni ravni urejano. Načeloma se to potem, tako kot vsi imamo neke nevarne odpadke v gospodinstvu. Imamo olje, imamo elektroniko, ne? Imamo določene kemikalije. Vse to moramo dati pač družbi, ki upravlja z odpadki in tudi zdravila sodijo med take tako nevarne odpadke. Zato sem že dejansko malce pojasnil, kar se tega tiče. Zdaj, kar se tiče pomurskih lekarn, kot rečeno, res ostrih predmetov, se pravi igle, pa infektivnega materijala ne sprejemamo, oziroma nismo dolžni sprejemati. Z družbo Zaubermacher smo sicer eno pogodbo podpisali, oni so nam podali oziroma dali možnost, da lahko prodajamo te njihove zabojnike in v tem primeru je zmenjeno, da če vi kupite ta zabojnik pri nas,
potem ga mi tudi vzamemo nazaj, ker ga oni potem mi sicer svoje, če imamo kakve take zadeve, ni tako predano, imamo pogodbo. Tako da to lahko vrnete nazaj, drugače, pa če date to v neko plastično posodo, ki naj bo bolj taka trda, ko se ne more prebiti, ne, pa potem to nesete, odpeljate pač vaš najbližji kraj, domači kraj, kjer zbirajo torej, nevarne odpadke in tam potem date. Vsako leto mogoče imajo tudi akcije zbiranja odpadnih zdravil. Vem, da to je kar težava za nekoga, ampak nažalost druge poti zaenkrat še ne, koliko vem, tudi zdravstveni domovi tega zbirajo glihne, no, tako da ostane pacijentu dejansko čisto vrneta. Če se bo pa kaj v prihodnje spremenilo, pa kot rečemo, z ostalimi zdravili se je in tisto normalno mi zbiramo in tega je ogromno. Zdravil, koliko se vrne nazaj, je ogromno. Ne? Nekje 10 milijonov smo preračunali na leto gre. Ampak boljše je, da če se nekaj ne uporablja več, da vrnete nazaj, kot da vam nekje doma leži. Se pravi, odpadna zdravila so vse zdravila, ki jim je rok uporabnosti potekel, ki jih več ne rabite, pa je rok še v redu, ki so mogoče bila hranjena na neugodnem mestu, pa niste več ziher, če je ok, ali pa če vidite, da se kaj spremenilo. Sirup je malce drugačne barve, drugačen von ima, tableta je popokala, kapsula se lušči, če niste ziher, raje dajte mi odpadno zdravila, pa jo vrnite v lekarni. Ok, to je to toliko z moje strani. Ne vem, če kako vprašanje še, ali? Možno je boje, ne? Predvsem je možno, da ne bo učinkovito, ja. Ne, to ne bi smelo, to pa potem ne bi smelo neugodno vplivati, ja. To ne bi smelo, ja. Ja, samo, ker je bil sladilnika vzeti, pa je bil na sobni, ne? Ja. Takrat, ko ga vzameš ven, pa noter, veš, to je predvsem z tega vidika problem, ker pol več ne veš, koliko časa je bilo dejansko pri višji temperaturi, pa pri nižji, ja. Zdaj, če pa je taka razlika v temperaturi bila, da ni padla temperatura preveč, potem ne bi smelo biti zove. To je bolj, da se velec zaščiti res trenutno na takšne. Kar jaz vem, je tako, da je od vsake občine odvisno, kako je dogovor za takšne odpadne snovi. Zdaj pa ne vem, kaj pa vi veste. Različno slišimo, ne? Včasih tudi zaračunajo komu kaj, ne? Odvisno od kje si, pa kako se pripravljajo, ampak načelno kot pravite, ja. Situacija se razlikuje od občine do občine. Mogoče bi jaz povdaril tu, mogoče bi bila, ne vem, ponavadi proizvajalec vse povsod, ne, naprimer, če kupiš akumulator, ga mora vzeti nazaj, odpadni akumulator. Mogoče bi bilo tudi primerno, naprimer, ko farmacija napravi nek še... Mogoče, če se kdo od vas oglasi, pa kaj pove. Ja. Da napravi nek, ne vem, pa mogoče vsakemu donirate tisto eno dozo za leto, saj teh iglic ni dosti, zdaj, ko si manj apliciramo in da se to nekako mogoče tako uredi, ne? Da imamo nek sistem, napravimo svoj, da ne bo to končalo, ki je res v navadnih odpadkih. Ne?